Dober dan želim vsem skupaj. Danes v knjigarni Konzorcij gostimo Davorko Štefanec. Davorka je moja kolegica v Mladinski knjigi. Vodi eno tako čudovito knjigarno v Kopru, ki jo imenujejo Dom knjige. Ampak o Davorki vem še eno stvar, ki me je fascinirala že takrat. Ti vodiš krasne pravljične urice. Se pravi, v Dom knjige pride vsake toliko časa Šinjorina Jablanka. Samo nekako je tvoje postave. Imate v knjigarni še jablano? Zdaj me že nekaj časa ni bilo pri vas. Žal, jablano so mi odnesli, moram reči. Dobila sem novo jablano, sicer je malo bolj abstraktna, ampak še zmeraj je. Tista je bila malo poguljena, pa so rekli, da je malo zastarela, čeprav jo otroci zelo pogrešajo, pa jablanka tudi. Ampak v kratkem naj bi se tudi knjigarna prenavljala, pa takrat so mi obljubili, da dobim spet tako pravo jablano, ker bom lahko brala spet pravljice. In na tej jablani so rasla, niso bila jabolka, ampak tudi slikice otrok, ali kako je že bilo? Zgodbice, drevesa, fotografije otrok smo dajali, po zadnja leta ne več, ker smo težko dobili privoljenje. Ampak vse, kar se je dogajalo, pri vsaki urici otroci so risali, pa smo potem tam malo razstavili, pa smo pol vsako toliko malo zamenjali, tako da je bila ta jablana živo pisana in ni da ni bilo gor. Super, tudi čeveljčki. Jaz sem imela občutek, da je že dobila tudi korenine tam spodaj. Zanima me, kakšne zgodbe si jim pripovedovala? So bile to tvoje zgodbe, so bile to zgodbe iz slikanic? V bistvu jaz nisem nikoli pripovedovala zgodb, jaz sem brala zgodbe. To pa ravno iz enega določenega, želela sem pač, da otroci vidijo, iz kje prihajajo vse te čudovite zgodbe, pravljice, vsi ti čudoviti knjižni junaki. Zato sem imela vedno v roki knjigo. Lažje je pripovedovati, ker potem lažje skačeš in kruliš in delaš vse, kar je potrebno, ampak to sem si pa res zadala, da vedno berem. Tako. Pa bo Jablanka še prišla v Dom knjige? Pa Jablanka v bistvu se ni odselila, samo zaradi covida in vseh ukrepov povezanih s covidom je bila zdaj pauza, ker so Jablanki prepovedali delati in brez maske težko krulimo. Tako da v bistvu jeseni, če gre vse po sreči, bomo pač pravljice obnovili. Ker to so pravljice, prej si me vprašala, sem se zdaj spomnila, Jablanka ima pravljice za malo manjše otroke, prihajajo že nekaj mesecev stari, kar dokaže, da ni nikoli prezgodaj začeti otrokom brati. In so to zelo kratke in animirane pravljice, ker smo ugotovili, da pač za te starejšo populacijo otrok pred vrtcem in v vrtcih imajo že drugje ure pravljic, pa v knjižnicah. Tako da k meni oziroma k Jablanki prihajajo zelo majhni otroci. Ampak vse si nas pa presenetila, ko smo na predstavitvi nominirancev za Modro ptico, to je literarna nagrada Mladinske knjige, smo videli, da si pravzaprav v najožjem izboru in da si poslala knjigo. Naša Davorka je poslala knjigo na eno največjih literarnih nagrad. Ti pišeš? Dokaz je tu. Dobro, ampak koliko časa že to ne more biti prva knjiga, ki si jo napisala? Si mogla že prej veliko pisati? Prva knjiga, ki sem jo napisala, res da ni. Prva, ki sem jo objavila, pa ja, oziroma ki je objavljena. Pišem že od nekdaj. Knjige nasploh berem in pišem, to je nekaj, kar me definira. Že ko sem bila, mislim, da v 2. ali 3. razredu osnovne šole, sem napisala svojo prvo zbirko pravljic. Nekatere so bile tudi objavljene v šolskem glasilu, nič nisem shranila, tako da ne vem, kaj sem pisala. Tudi tistega oranžnega zvezka, ki je bila ta zbirka napisana, ni več. Skozi sem nekaj pisala, pa v srednji šoli sem tudi pisala igre, za tole smo imeli gimnazijski krožek, gledališki. Potem sem pa imela v okrilju Zveze kulturnih organizacij iz Izole svojo gledališko skupino in sem si tam dala duška in tam sem pisala gledališke igre, nekaj za otroke, v glavnem pa komedije.
Na oder sem postavila 13 avtorskih iger, malo sem tudi režirala, malo tudi igrala vmes, vsega je bilo. No. Ampak to so bile recimo edine stvari, da sem jih začela in tudi končala, ker tam je bila skupina igralcev, ki so čakali, da končam, ker je bilo treba začeti vaditi. Tako da to me je spodbudilo, da sem res začela nekaj in končala. Potem sem pa tako začela kaj pisati, pa je obležalo v predalu. No. Nisem šla dalje. Nekaj sem tudi končala vmes, pa se mi nikoli ni zdelo dovolj dobro. Pa sem si pol rekla, zakaj bi pa pisala, vse dobre knjige so že napisane, pa to je brez veze, še eno več. Tako, to je iz tistega komada, vse najlepše pesmi so že napisane. Ja. Pa to ni res, ne. Še ena stvar, strašilka sodi med fantazijsko literaturo. V zadnjih letih mladi zelo radi posegajo po njej, ker seveda berejo veliko v angleščini in rečejo kar fantasy. Jaz mislim osebno, da je najmočnejši mejnik fantazijske literature za mlade in za otroke zagotovo bil Harry Potter. Še predtem seveda in za odrasle že Martin Tolkien pa Douglas Adams s štoparskim vodnikom že koliko desetletij nazaj. Povej mi, čisto kot knjigarka, a si zaznala kakšno večjo bralno kondicijo pri mladih potem, ko so posegali po Harryju Potterju? A se ti je zdel to mejnik ali ne? V bistvu 25 let je letos, odkar je išla prva knjiga, da moram verjeti, v angleščini, ja. V angleščini, no, nekaj malo manj pri nas. Še 2 leti pa bo ta mejnik pri nas. Ja, ampak v bistvu Harry Potter se je meni zdel nasploh en mejnik v branju pri mladini. Ker spomnim se, jaz sem takrat nekje začela ravno delati v knjigarni, in moram reči nasprot zdaj, da so se otroške knjige, slikanice, no, te klasike še nekako, tako otroške knjige in knjige za mladino se absolutno niso prodajale, se niso kupovalo se je, ne vem, bolj priročniška literatura, nekaj leposlovja, ampak ne mladinskega. To se mi je zdelo tako fascinantno. In ko je pač ta Harry Potter prišel in je ta Harry manija, je bil ta mejnik, da so otroci začeli predvsem brati. Seveda so najprej posegali po knjigah, ki so podobne Harryju Potter, takrat je bil še tale, kaj je že, ta mali genij, on bo vedel, Artemis Fowl, ja, tako je. Mislim, da takoj za Harryjem Potterjem in je bil tudi taka velika uspešnica in potem so iskali podobne knjige in ko je podobnih knjig zmanjkalo, so brali pa tudi kaj drugega, ne. Tako da Harry Potter je meni tak knjižni junak, ki je meni tudi osebno zelo všeč, taka Pika Nogavička njihovega časa, ne. To je res. Pozitiven je, ne. Meni recimo Harry Potter všeč, ker je pogumen, je vse, ampak ni tako idealiziran, ne. Tudi on ima napake, tudi on je kdaj žalosten, tudi on je kdaj komu nevoščljiv, pa privoščljiv, pa se komu kaj nasmeje, ne. Na tak način, tako da se mi je zdelo, da so se otroci kar lepo identificirali s Harryjem Potterjem, ne. Drugače pa, ja, jaz v bistvu nisem tista klasična fenica, če lahko tako to rečem, fantasy literature, ker zdaj mislijo vsi, ker sem strašilko napisali, da samo to berem. Berem tudi to, berem marsikaj drugega, ampak nisem pa tista čisto klasična, ki je res samo to, ne. Sem pa prebrala vse to, kar si naštela, recimo Ursula Le Guin je bila meni všeč, pri mladinski je išla tista trilogija, kaj je bilo že Zemljemorje ali nekaj takega. Pa s hčiro sva recimo imeli en zanimiv dogovor, ko je bila ona še mlajša, zdaj me ne šljivi več. Ona je določila, tako sva se dogovorili, ona je izbrala, kaj bom jaz brala, in potem sem jaz izbrala, kaj bo ona brala, potem sva pa debatirali o obeh knjigah. In jaz sem si fasala sago, kaj je bila že, Twilight, Somrak. Ja. Ona je pa morala prebrati tole trilogije Mercy Falls od Maggie Stiefwater. Oboje je tako fantazijsko. In pol sva debatirali in pol mi je enkrat rekla, enkrat mi moraš napisati zgodbo, ki bo podobna Twilightu. No, vidiš. In pol je rekla, da neke podobnosti je tu videla. Nima veze z vampirji, sam povem. Ampak, zdaj je eden od teh fantazijskih junakov tudi strašilka. Zdaj mi pa sam nekaj povej. Midve se poznava že res vrsto let. Namenila si to knjigo Luni, svoji hčeri. Ampak, a je podobna strašilka Luni ali je podobna bolj tebi?
Malo sem videla tebe. To mi vsi rečejo. Malo bi bilo med kakšno tisto moč. Ja. Tega nimam, ampak tako ne vem. Zdaj, ko mi je že kdo to rekel, no, prijatelji pa znanci, ki so prebrali, so mi tudi rekli, da so me videli v Oliverjevi mami. Tako, tudi, verjetno sem jo malček pogojila po kakšni, ki jo poznam. Ja. Da bi bila prav Luna, da bi bila prav jaz, ne. Mogoče verjetno pač, ko pišeš nehote morda tudi nekoga, ki ti je blizu, mogoče je skupek naju dveh. Jaz bi verjetno marsikaj drugače naredila kot Alba oziroma Strašilka, Luna tudi, ampak neka zmes, vidim neke podobnosti. Zdaj, ko me vi na njih opozorite. No, evo, ja. Tako da je pogumna, je lepa, a ne? Ja, tako. Se to bova še vse obdelali. Koliko stari otroci naj berejo Strašilko? Ja, tudi to je zdaj vprašanje, tako dobro vprašanje. V bistvu, jaz sem si želela napisati en taki young adults roman, ne. Pri nas mislim, da to še ni v uporabi, ali je? Ne, bi bilo nekako prevod mladi odrasli. Mladi odrasli, ja. Zdaj, če mi je še uspelo, ne vem, bomo videli, zgleda, kot da bi mi. Ker ta meja, ne vem, že kot knjigarka, verjetno si tudi ti kot knjigarka to že ugotovila, da ta meja med literaturo za odrasle in za mladino se je zelo zabrisala. Veliko mladine bere že res kar orenk odrasle romane, ki bi jaz recimo mogoče niti ne priporočila, ampak suvereno berejo in obratno, kar se meni zdi super. Jaz sem uživala tako, da... No, evo, to je to. Moje poskusne bralke so bile stare med 13 in 83 let in dobila sem dobre kritike od vseh. Tako da bi rekla, koliko stari otroci, vsi, ki se počutite mladi. Tako, evo. Hvala. V fantazijski literaturi običajno pisatelj zgradi nek namišljeni svet, vanj naseli množico ljudi, ki se jim dogajajo pač neke nenavadne stvari. Ti si ustvarila 3 svetove. Približno tako kot Dante, samo da niso glih okarakterizirani kot v božanski komediji Pekovice pa nebesa, ne? Skoraj, ja. Ampak govoriš o podsvetu, medsvetu, mi živimo v medsvetu in pa nadsvetu. Kakšne pridevnike približno bi dala tem svetovam? Ja, ne vem, če gledam skozi Albine oči, je medsvet gotovo kaotičen. Njej se je zdelo tu vse kaotično in čudno. Podsvet bi lahko bil harmoničen, ne vem, prijazen, pravličen. Nadsvet pa se še ni tako razkril v tem delu, je pa recimo, da je bolj mističen, skrivnosten. Seveda. To gre vse za najstniško literaturo in brez zaljubljenosti ne gre. Strašilka je dobila nalogo rešiti fanta iz medsveta. Njo poimenuješ Elegida. Povej nam še kaj več o tej družbeni ureditvi podsveta in pravzaprav in nadsveta. Pravzaprav še največ govoriš o podsvetu, res. Tokrat, ja. Ona je v bistvu Elegida prvega reda. Elegide so, kot bi bil nek kraljevi rod, v bistvu neki izbranci. In Elegide prvega reda so tudi kandidati za vladarje. Preden pa postanejo vladarje, morajo v medsvetu opraviti določene naloge. In zadnja Albina naloga je Oliver, ki živi v Tolminu in ga mora pač poiskati. In seveda Oliveri gre sprva zelo na živce, ni všeč, pravzaprav vsi otroci se ji zdijo neumni, nezanimivi, ni grejo na živce, ampak pač kot se zgodba odvija, se z Oliverjem spoznata, postaneta prijatelja in se seveda tudi zaljubita. Ampak v bistvu je v tem romanu ljubezen v bistvu kot neko glavno vodilo skozi vso zgodbo, skozi cel roman, ker je tudi ljubezen je najbolj pomembna za ohranjanje ravnovesja med svetovi, se zdaj ne bom preveč razkrila, tako da je ves čas neko glavno vodilo, pa ne samo njuna ljubezen, ampak
narava in tako naprej. Ne. Zdaj pa, kar se ureditve sveta tiče, ja, imajo pač ta veliki svet, ki je neko odločilno telo. Trudila sem se, da ne bi preveč zakomplicirala stvari, sem si pač želela ustvariti en tak obvladljiv nadnaraven svet, ne. Včasih sem brala, no, te fantasy, pa sem mogla vse gledati nazaj. Nisem si želela, ne, da morajo pač uporabljati, ne vem, nek seznam ali zemljevid. Tako sem želela, da je obvladljivo, ne. Tako da tudi v podsvetu so čisto drugi odnosi, vsak točno ve, zakaj je na tem svetu in kaj je njegova naloga in se tega nekako držijo. Dokler, ja. Pika. Bomo prebrali. Strašilka. To je eno preprosto, počlovečeno bitje z visokimi etičnimi načeli, vezanimi na odnose, povezano z naravo in pravzaprav nizkimi standardi za oblačenje. Predno te bom vprašala naprej, bom samo prebrala en odstavek, to njeno povezanost z naravo. Mačka, sem nenadoma izstrelila. Hočeš reči, da imaš doma mačko, je vprašal Oliver. Ne, mačka je na vašem oknu, sem odvrnila. Na okenski polici je sedela velika oranžna mačka. A ja, to je naš Ugo, se je zasmejal Albert. Čez dan se v glavnem potepa, zvečer pa pride domov. Odprl je okno in maček je skočil noter. Nezaupljiv je do ljudi in ne maral naročje. Ugo me je pogledal, zamjavkal in zapredal. Nato se je pognal proti meni in v trenutku splezal na mojo ramo ter se udobno namestil. Vsi so ostrmeli in obupano sem poškilila proti brkatcu, ki mu je šlo na smeh. Samo zmajeval je z glavo. Prijela sem mačka in ga odločno postavila na tla, vendar je bil že v naslednji sekundi spet na moji rami. Vsi so bruhnili v smeh. Očitno si tudi našemu Ugu všeč, je rekel Albert in poškilil proti Oliverju, ki je zardel. Starši so lahko super, obenem pa grozni. Sedla sem nazaj na stol, kot kup nesreče, maček pa je predel pri moji glavi. Vsekakor ne morem domov z mačkom na rami. Naj se ta dan že konča. To je približno ta povezanost z naravo. Kot vidite, so k strašilki danes prišli tudi ptički, ki jih je tudi ona znala krasno privabljati. Povej mi, kaj si s temi lastnostmi, kot sem prej povedala, vendarle neki lepi odnosi med ljudmi, povezano z naravo, pa nizki standardi oblačenja, kaj si pravzaprav hotela povedati mladim? Pa zdaj, v bistvu, jaz, ko sem to junakinjo, ona se mi je pač taka prikazala, jaz nisem nekaj zdaj razmišljala, zdaj pa moram tako sporočilo dati ali tako sporočilo dati. Tako sem jo videla, tako je prišla. Mi je pa to krasno, no? Napišeš knjigo in daš jo v svet in potem vsak izmed teh karakterjev ima svoje novo življenje, ki čisto vsak ga vidi drugače. Ja. V bistvu sem pa tako po vprašanjih, ki mi jih punce, zdaj so mi začele mlade punce pisati in me spraševati določene stvari, kar pomeni, da se bo knjiga prodajala. Absolutno. V bistvu, če bi že rekla, da bi moram dati neko sporočilo, verjetno misliš na to, kako je bila oblečena, pa jo ni zanimalo, kaj si drugi mislijo o njej. Nekateri, ko so brali, so videli Albo, da v bistvu se je samo delala, da jo ne briga, ker jo zasmehujejo, pa jo v bistvu jo je brigalo. Ampak jaz sem si jo zamislila tako, da jo ne briga, ker jo res ni. Ne vem, mogoče to sporočilo, da pa vseeno si lahko drugačen, kaj pa je narobe s tem, ne? Tudi če se ti pa zdaj nekdo posmehuje, nekako se vedno to obrne, treba je vztrajati. Vem, da je danes to težko, vse te poplavi virtualnih, krasnih in srečnih podob, kjer so vsi nasmejani in vse je lepo in vsi so lepi. Je to velik zalogaj za mlade temu slediti in biti konkurenčen eni taki, ne? Tako da ne vem, ni jim lahko, no. Seveda ne. Tu notri si tudi krasno opisala te, kako bi rekla, medvrstniške spore, pa majčkan tega
mogoče bi kakšen od učiteljev rekel temu bullying, ne, ki je snemala jo pri neki njeni operaciji hudi, ne, pa spet ne bova povedali, kateri. Jaz sem razmišljala o tem, da pravzaprav tudi sama sem bila dostikrat v neki vlogi, na eni ali na drugi strani, ne. Ampak, a ni to tako, da so starši pa učitelji tisti, ki pravzaprav bdijo nad nami in da je to priložnost, da jim povejo, da nekaj ni v redu. Naslednjič naredi drugače. Ne vem, zdi se mi, da jaz sem imela občutek, no, da ni glih tako, da bi rekla, družbeno angažirano to bilo, da je te pač, da si to nekako zapisala kot čisto normalen pojav praktično, ki ga je treba reševati. Ne, se je normalen pojav. Tudi v mojih časih so bili fantje in tudi dekleta, ki so se spravljali na druge, pa tudi sama sem to doživela, recimo, ne. In tudi zdaj je tako, ne, ni nič drugače. Jaz se rada sem z mladimi v družbi, veliko se družim tudi z mladimi ljudmi, imam kar nekaj prijateljev in prijateljici, ki jih tako rečem, ki me res zanima, kako razmišljajo, kaj jim je pomembno, kakšne pričakovanja imajo od življenja in kakšne vrednote, ne. Njihove vrednote so precej drugačne od naših, tako kot so bile naše. Ne rečem, da so boljše ali slabše, so vsekakor drugačne. In kar jaz vidim razliko mogoče v tem bullyingu, kot si to rekla, je danes, kot sem že prej rekla, ta virtualno nasilje se mi zdi precej bolj problematično, ne? Ker tu se pa lahko marsikaj dogaja in na to je treba mogoče biti malček bolj pozorni. Ker ko si ti z nekom iz oči v oči in se ti z nekom skregaš in rečeš, ne vem, ti si kreten in on ti reče ti tudi nazaj, se nekako lahko braniš, ne? Ko je pa to virtualno in si ti sam v svoji sobi na telefončku in bereš grde stvari o sebi in to se še podžiga. Tudi sama imam mamo, ki je to doživela s svojim sinom in so take pisali, da jaz nisem mogla verjeti, da je kaj takega možno, pa so bili en 7. ali 6. razred osnovne šole. Tu se mi pa zdi, da so malo bolj bogi, kot smo bili mi, ne? Ker mi, če je bilo treba, so pele tudi pesti, konec koncev pa se je spor rešil. Ne zagovarjam nasilje kot tako, ampak si imel neko šanso povedati, ne, jaz pa nisem tak. Tukaj si pa pred telefonom in lahko mu verjameš ali pa ne. Pa zbrisati ne moš tizga, ne? In zelo si v teh letih, ko si tako občutljiv, ne, pa verjetno so prej nagnjeni k temu, da verjamejo vsem tem grdobijam kot ne, ker je pač to res eno obdobje občutljivosti, ne. In edino, kar bi recimo dala sporočilo, pa tudi en tak moment imamo v knjigi, ko Oliverjeva mama reče Albi, da naj nekomu pove, da ni treba, da njej, ne. Je važno, da si najdejo vsaj enega prijatelja, vsaj eno osebo, da si lahko zaupajo, ker je, kot je rekla Oliverjeva mama, pol breme toliko lažje, če vsaj še nekomu poveš. Se ta krog ni sklenjen, ampak ga nekdo razbije, ne. Čeprav ti si strašilki pravzaprav, kot sem jaz razumela to, nekako položila v usta res tak odgovor tej njeni prijateljici oziroma sošolki, ki je bila zoprna do nje, a ne. Kot sem rekla, ampak veš, v bistvu otroke moramo naučiti bolj te asertivnosti, da se postavijo zase, ampak na drugi strani ne žalijo nazaj. To se moramo naučiti mimogrede tudi mi odrasli. Verjetno malo Davorka skozi njo spregovorila. Zato sem te prej vprašala. Odkrivam tudi jaz tančice in plasti. Izbrala si okolje eno najlepših v Sloveniji, to je Tolmin. Zakaj Tolmin? Ker takih lepih koncev imamo veliko, si zaljubljena tudi v ta konc. Pa ja, Tolmin je krasna kulisa za to zgodbo, ne. Mislim, je okolje, v katerem Alba oziroma strašilka lepo prosperira, ne. Jaz v bistvu moram biti iskrena, ko sem pisala zgodbo, nisem jo postavila nikamor določeno, ker nisem točno vedela, kaj bi, nisem se mogla odločiti. Najprej sem razmišljala celo o Škotski, pa tudi nekaj Škotska je noter, ker me je Škotska mene očarala in fascinirala in tista njihova narava in vse tiste jezerca in rečice je kot zanalašč za strašilko. Potem pa,
ko je bilo jasno, da bo knjiga nastala, sva z urednico se pogovorili in je ona rekla, saj sem tudi jaz že razmišljala, ampak želela sem, da je pri meni doma, ne? Ampak mi imamo morje. Ne? Ja. Bi morala imeti bolj morske deklice. Tako, ja, ne, nekako ne. In smo se pač strinjali, da bi bilo fino postaviti v Slovenijo, ker tega še ni. Ne? Tako, ja. In seveda mi je takoj prišlo na pamet, da bi bilo Posočje idealno in tudi je. No. Jaz sem v Posočju in Tolminu sem bila že velikokrat, ampak pol smo tudi šli po poteh strašilke, določene stvari pogledati. Tolminska korita. Ja. Krasno. In sem določene stvari videla malo drugače. Ne? Si vzameš čas res pogledati in takrat sem tudi se zavedala, kako so nam določene stvari res samoumevne. Soča je lepa in je tam. Ne? Ja. Ko pogledaš, prideš in jo vidiš, je zares lahko še toliko lepša, če si res vzameš čas jo pogledati. Ne? Absolutno, ja. Tudi to je sporočilo. Med branjem knjige se je meni vrtel film. Jaz sem rekla, to je kot nalašč za ekranizacijo. Ne vem, zakaj imam občutek, da strašilka sodi v film. Ali si tudi ti tako videla? Je že kdo rekel tudi kaj takega, ali sem bila jaz tako? Ja, so mi že rekli, ja. V HBO že trka na vrata, se šalim. Aha, no. Ja, tako, no, jaz mislim, da ne vem, vsaka največja želja in obenem tudi groza vsakega pisatelja je po mojem ekranizacija njegovih likov, ker nikoli ne veš, kaj bo ven prišlo, če bo tako, kot si ti zamislil. Jaz osebno imam zelo rada ekranizacije svojih najljubših knjižnih junakov, vedno grem pogledat, vedno sicer prej knjigo preberem. In pol znam se toliko distancirati, da je knjiga, film ali pa nadaljevanka je drugo. Nisem od unih, zdaj so pa tle spremenili brez zveze, pa takoj pisati o tem. To ne. Imam zelo rada to, ne? Ampak vedno bom knjigo prej prebrala. Se je pa zdaj recimo zgodilo, dogaja se pa ravno obratno, ne? Ko se pač pojavi nek film ali nadaljevanka, se začne knjiga prodajati. Ja. Tako da to je super. No? Zdaj pa za ekranizacijo pa ne vem, upajmo, no? Nikoli ni prepozno sanjati. Ne? Mislim, živi dokaz, da ni nikoli prepozno, super, da uresničiš svoje sanje ali pa da začneš kaj novega v življenju. Tako da bomo videli, mogoče pa. Ampak vizualna podoba strašilke ti je všeč? Ja. Tina Dobrajc, moram reči, da jo je zadela v nulo. Super. Jaz sem si želela Tine Dobrajc kot ilustratorko strašilke, še preden je bila strašilka, ko je bila šele v glavi. Aha. Ker mi je prišla v roke njena knjiga, kaj so bile tiste istrske coprnije, ampak je bila samo za knjižnice, tako da je ni bila v prodaji. In sem rekla prijateljci in hčerki, sem rekla, ona bi mogla pa strašilko risati. In pa nisem imela nič pri tem, tako da se je vse lepo, fino poklopilo. Skratka, čeprav razumem, sta se z urednico zelo povezali, da sta tudi razmišljali zelo podobno, ni bilo treba niti izreči kakšne stvari. Ne, ona me je vprašala, kaj mi smo razmišljali o Tini Dobrajc in pa sem ji začela kričati. Ja. Jasno, da je. Ena tema, ki me zanima. Ti si oddala besedilo na Modro ptico, na natečaj Modra ptica. Ko se je založba odločila, da bo ta roman izdala, si pa začela sodelovati z urednico. Daj mi povej, ker to je pa veliko stvari sem že delala v Mladinski knjigi, ampak to, kar dela urednik, si samo mislim, kaj dela pa z avtorjem, pa mislim, da pojma nimam. Kako poteka delo z urednico in se je zgodba kaj spremenila? Ja, v bistvu je res. Jaz, ko sem knjigo, jaz mi jo pisala do zadnjega dne, še dobro, da sem se odločila za en natečaj, ker to me je tudi motiviralo, da sem končala. Ker pisanje je res kar samotno delo, jaz sem pa tako precej socialna oseba in mi to včasih mi paše, ne rečem, včasih mi pa težko pade, da so, ne vem, zunaj na terasi, nekdo jaz pa not zaprta pišem. Tako da to je bila dobra motivacija, da sem sploh zaključila. Pisala sem jo do zadnjega dne, mislim, da rok se je iztekel v polnoči, sem oddala ob 8, nisem uspela še niti prebrati.
Tako da je bilo to res eno tako besedilo, rokopis. Ne? In iz tega potem seveda v zahvalo tudi fantastični urednici Alenki Veler nastala knjiga. Zgodba se ni bistveno spremenila, v bistvu se sploh ni spremenila. Veliko sva delali, pač urednica je poskrbela, da in zdaj jaz tudi tega mi ni bilo čisto jasno, kaj dela urednik, da zgodba stoji, da so te svetovi postavljeni tako, kot so. Velikokrat mi je napisala, pa dobro, pa kaj si tle mislila, jaz nič ne razumem. Ko ne razumeš? In potem sem šla prebrati, seveda, zgodba je v moji glavi, jaz sem točno vedela, kaj želim, ampak za bralca ni bilo jasno. In je veliko takih malih in večjih pasti, ki se jim izogneš z dobrim urednikom. Tako da v bistvu zgodba je ostala ista, ampak smo pa veliko dodajali, nekaj smo skrajšali. Ta svet sem mogla res izdelati tako, da je imel temelj. Jaz sem si ta svet bolj pustila za drugi del, ne? Ampak na koncu je imela ona prav. In tudi vsi, ki so brali osnutek in knjigo, so rekli, da je dobro sfrizirana. Tako, ja. Super. Na začetku knjige piše, da je to prva knjiga. Imaš drugo že napisano in koliko delov si nameravala napisati? Ja, dva dela bosta. Ko sem začela pisati, sem si to zamislila kot trilogijo, v bistvu Medsvet, Podsvet in pol ne vem kaj še. Ampak zdaj sva se pač z urednico strinjali, da bosta to dva dela. In naslednji del bi šel že drugo leto, naslednje leto. V tem času pa bo ta mehka žepka, tako da bomo imeli komplet. Ja, že veliko delam, malo se mi je zataknilo, ker sem mogla veliko stvari, ker je bilo preveč stvari za v dve knjigi, malo se mi vsako toliko zatakne, ker ne vem točno, kaj ven vržem, ker če ven vržem, to bo čisto druga zgodba in tako se moram malo distancirati, pa na novo začeti. Ampak saj veš, kako je pogajanja, mogoče pa nastane še tretja knjiga. Dogovor za tretjo knjigo. Dogovor za tretjo knjigo. Ja, bomo videli, če bo HBO, pol jih bo moglo biti 6 ali 7, ker 3 ne bo dovolj. Točno, ja. Šalim. Povej mi, imaš poleg strašilke v svojem peresu in svojih blokih ali na papirju že osnutke kakšne druge knjige, mogoče za odrasle? Ja, pa jih imam nekaj, ja. Imam nekaj, ena me že tudi nekaj časa muči, sem tudi delala na njej, ko sem rabila pauzo od strašilke, je roman za odrasle, ja. Čisto druga tematika, tako da vidimo, najprej moramo strašilko spraviti v svet, potem se bom pa tega verjetno naprej lotila, ko me srbijo prsti. Pa ni več predalov. Imam pa polne predale, kako sem bila jaz še mlada in sem v gledališču delala, imam vse rokopise na roke napisane, vse igre so napisane na roke in skopirane. In pol, ko sem bila malo bolj moderna, mi je mama kupila pisalni stroj in pa so vse pretipkane. Tako da to imam eno veliko škatlo še vsega tega. Mogoče bom kdaj slavna, pa bo kaj vredno za zanamce. No, ko boš slavna, me pa zanima, kakšno domačo knjižnico boš lahko pokazala. Kakšna je tvoja domača knjižnica? Moja domača knjižnica, na moji domači knjižnici je kaos, tako kot pri meni. Jaz res nimam enega žanra, da rečem, evo, to je pa nekaj, kar jaz obožujem. Jaz berem vse živo, zelo rada imam klasike, še zdaj jih prebiram, odraščala sem s klasiki. Zelo rada imam tudi kriminalke, žanrsko literaturo, včasih si vzamem roke tudi kakšno lahkotnejšo knjigo, pogoj je, da je dobro napisana in da je dober prevod in da je dobro urejena. Ker če ne, sem se pa zdaj naučila, pa ne vztrajam več do konca. In še vedno prebiram pravljice, tako da tudi pravljic imam veliko. Nekaj pravljic sem tudi, zato sem prej pozabila povedati, nekaj pravljic za otroke sem tudi napisala, tudi to mora še nekje biti, to pa res v predalih. Tako da se najde, vsako toliko še kaj izčistim, pa še kaj najdem popisanega. Sem prepričana, da ne boš to izdala v samo založbi, ampak boš zagotovo iskala založbo z dobrimi uredniki. Vsekakor. Torej Mladinska Cankarjeva. Mladinska Cankarjeva. Že, ko imam priložnost. Ja, bomo videli. Jaz sem pač, tudi zato sem želela poslati na ta natečaj, ker vem, da je velika konkurenca, in je stroga žirija in pač se mi je zdelo vredno poskusiti, ker tako nekomu težiti, dej pa preber, to se mi zdi
tako ne vem, delam v tej hiši. Zdaj si prebila let, zdaj lahko. Zdaj lahko. Ja, zdaj lahko. Ona ve. Bomo videli, no, počasi. Zdaj idemo to strašilko najprej spraviti med čim več bralcev, pa vse dalje. Zdaj bi pa še poslušalce vprašala, če imate kakšno vprašanje o strašilki, o Davorki. Vse so slišali. Aljoša, izvoli. Ja, jaz se opravičujem, ampak moram nekaj povedati, ker me prevajalka Ana Barič-Moder, ko smo imeli tiskovko v torek ali sredo, vseeno, skratka me prosila, da ti, če te srečam, da ti povem, da je skratka njena hči si prinesla strašilko iz knjižnice in potem je mama zalotila po noči na šolski dan, seveda drugi dan je imela pouk, jo je zalotila ob polnoči, da še zmeraj skrivaj pod odejo bere knjigo in jo je pač mogla nagnati spat. Dobesedno, bo pa za nagrado zdaj kupila knjigo, da bo lahko tudi večkrat prebrala. Tako da me je prosila Ana, da ti povem, pa da ti čestitam, ker njena hči pač vseeno ni taka strašna bralka, no ta knjiga jo je pa čist prevzela. No. Tako da to že nekaj pomeni. Hvala. Vse take informacije mi res nekaj pomenijo. In če zdaj lahko nekaj priznam, tako, da ko smo med domačimi in se snema. Jaz sem bila zelo pripravljena na kritike, na pozitivne niti ne toliko. In zdaj, ko dobivam kar te prvi vtisi, knjiga je zdaj kaj, en mesec je zunaj, dobivam te prve vtise, prve kritike in vsi so v bistvu ugodni, sej bi bil kakšen tudi malo manj ugoden, ampak ne direkt na knjigo. Jaz sem čisto zmedena, no? Tako da zdaj v bistvu točno ne vem, kaj bi zdaj to res tako, a se kaj neki. Tako da fino je, no, lepo. Hvala, in to mi je res všeč, ker mi je sodelavec isto za svojo hčero rekel, da je mogel iti in kričati in vzeti knjigo in je delala, tata, samo še 13 strani, pa mi zdaj ne boš vzel. Tako da to že pomeni, da se bo pač med bralke in bralce prijela. Bomo videli. Ja, jaz želim, Davorka, tebi vse dobro za naprej, za vse romane, ki jih bo še izdala in vse ostalo v življenju. Strašilki pa tudi, da je strašilka ne straši, tako da to se ne ustrašiti. Strašilki pa tudi, da pride v naše domove in da jo preberemo, pa kakorkoli že, na knjigi ali pa na ekranu. Ja, Davorka, hvala ti. Hvala tudi tebi, Katarina, da si me povabila. Prijetno je kramljati s tabo, ker si domača, sem bila malo bolj sproščena. Pa še posebej zato, ker si mi rekla, da ti je knjiga všeč. Hvala, Hvala lepa.